Pozdravljeni! Na vrsto je prišla že velika nagrada Monaka in kot običajno si bomo v uvodnem prispevku pogledali vse tiste zanimivosti ter značilnosti, še preden se bodo aktivnosti na sami progi začele. Tudi danes, kot običajno, bo naš uvodni prispevek k veliki nagradi Monaka razdeljen na 3 ločene dele. V prvem si bomo ogledali dirko iz preteklosti, v drugem bomo našo pozornost usmerili k samim lastnostim proge, ki se vije po ulicah Monte Carla, v tretjem in zadnjem bomo še nekaj minut posvetili vremenski napovedi. In danes, kot zanimivost, moram poudariti, da dirka iz preteklosti nam bo morda pomagala razumeti marsikaj, na kar bomo morali biti pozorni tudi v sedanjosti. Vrnili se bomo najprej v leto 1968 na dirko svetovnega prvenstva Formule 1, ki je zaznamovala tehnični razvoj bolidov do danes. Pred nekaj dnevi sem napravil poseben prispevek o tistem, kar se je zgodilo leto poprej, leta 1967. In vkolikor vas zanima tragična usoda Lorenza Bandinija, imate bližnjico do tistega prispevka tam zgoraj. Mi se bomo danes posvetili tistemu, kar se je zgodilo leto kasneje. In če smo pri Bandiniju govorili o tragedijah, te sveta Formule 1 v poznih 60 letih niso zapustile. Namreč leta 1968 pri ekipi Lotus so imeli kar nekaj takih dogodkov. Mike Spence in predvsem Jimmy Clark sta prezgodaj zapustila ta svet, ampak to ni ustavilo ekipe Colina Chapmana, da bi na veliki nagradi Monaka predstavila pod izpeljanko B znamenitega Lotusa 49. In verjetno marsikdo izmed vas se bo sedaj začel spraševati, zakaj je to tako pomembno. Namreč Lotus 49B je prvi bolid v zgodovini Formule 1, ki je poleg mehanske komponente oprijema začel uporabljati tudi aerodinamično. In poenostavljeno, tu prvič vidimo prednji in zadnji aerodinamični stabilizator. Namreč v 60-ih so bili bolidi elegantne, cigaraste oblike, ampak niso imeli, na primer, profilov. In tudi na Lotusu 49B na samem začetku ne vidimo profila na samem zadku. Le neke vrste aerodinamični pokrov so nadeli na motor Ford Cosworth DFV, ki pa ima tam na zadnjem delu neke vrste usmernik, ki zračni tok dvigne navzgor. To sicer generira manjšo silo, ki potiska navzdol, ampak poleg tega je taka oblika tudi nekako odgovorna za dvig zračnega upora. A kar je bolj pomembno, je tisto, kar vidimo na samem prednjem delu, na nosnem konusu. Levo in desno od hladilne reže lahko opazimo 2 polovici glavnega aerodinamičnega profila, ki sta Grahamu Hillu pomagala do ene izmed njegovih 5 zmag na ulicah Monte Carla. Namreč tu, na veliki nagradi Monaka, je izjemno pomembno imeti oprijem na prednjem paru koles. Namreč same karakteristike proge so takšne, da je glavno imeti izjemno hiter, natančen vhod v ovinek in ne toliko izhod. In vkolikor primerjamo tisto, kar je imel na razpolago Graham Hill z onim, kar so pripeljali pri konkurenci, takoj vidimo, zakaj tu mu praktično ni bilo para.
V nadaljevanju smo lahko opazili pri mnogih ekipah, da se je ta ideja prijela in je prisotna na bolidih Formule 1 še danes. A pomembno je razumeti, da v Monaku je uravnoteženost bolida, ukolikor želimo biti uspešni, zmeraj bila, je in bo premaknjena bistveno naprej proti prednji osi. In zato, ukolikor si pogledamo značilnosti proge na sami tabeli, ki jo pripravlja Pirelli, znamo videti tudi ta podatek. In kot običajno, tu gre za tisti izbor najmehkejših mešanic, ki jih ima Pirelli na razpolago, C3, C4 in C5. In kolikor si pogledamo lastnosti same proge, bomo videli, da v 3 kategorijah imamo tu vrednost 5 oziroma ono najvišjo. Kar se tiče evolucije proge, menim, da tu ni kakšnih velikih dvomov. Gre za ulično dirko in vsak krog, ki ga bodo naredili, bodo vozniki nanesili večjo plast gume na sam asfalt, kar bo v teoriji izboljšalo oprijem. Na to imamo pospeševanje oziroma traction, kar je tudi po svoje razumljivo. Namreč kar lep del kroga rabijo vozniki, praktično plin pritisnjen do konca, naprimer na tistem delu Beau-Rivagea, ko se vzpenjajo proti operi in kazinoju, ali v tistem spodnjem delu okrog marine, je seveda ta element izjemno pomemben. A glaven, mimo katerega ne moremo, je seveda aerodinamični oprijem, ki ima tudi tu vrednost 5. Že po svoje proga v Monaku ni hitra in kot sem že omenil v teh ostrih ovinkih, je treba imeti dovolj sile, da se bolid pravilno usmeri. In zaradi kombinacije nizke povprečne hitrosti in seveda potrebe po oprijemu, imamo tu v Monaku zmeraj prisoten tisti paket, ki na drugih progah lahko daje še večje vrednosti, kar se tiče samega aerodinamičnega oprijema. A kot zanimivost, isti paket bomo pri večini ekip videli na veliki nagradi Mehike, ampak tam takšnega oprijema ne bo dajal, ker je zrak zaradi nadmorske višine bistveno redkejši. A vrnimo se na začetek, kje vidimo na tabeli, da je tu v Monaku v bistvu vse podrejeno oprijemu prednjega para koles. Najprej si bomo ogledali minimalni tlak, ki ga je predpisal Pirelli. Na prednjem paru koles 21 funtov na kvadratni palec. Na zadnjem paru koles 19 funtov in pol na kvadratni palec. Nič kaj takega, razlika med prednjo in zadnjo osjo, ampak vidimo lahko, da če pri ostalih progah je med prednjo in zadnjo osjo nekje razlika v tlaku 3, morda 4 funte na kvadratni palec, je tu bistveno manj. A glavni pokazatelj je tista vrednost, ki jo predstavlja previsni kot. Vidimo lahko, da ga je Pirelli tu omejil na 3,5 stopinje, kar se tiče prednjega para koles in seveda 2,5 stopinji na zadnjem paru. In prav 3,5 stopinje nam dajejo vedeti, kako pomembno je tu imeti izjemno točen prednji del bolida pri vhodu in to nam ponovno kaže na tisto zgodbo, kako je ravnotežje na ulicah Monte Carla pomaknjeno bistveno bolj naprej, kot bi si lahko mi navdušenci sploh predstavljali. A vse to, kar sem vam pripovedoval do sedaj, mogoče ne bo tako vidno na prihajajoči veliki nagradi Monaka, enostavno zaradi slabše vremenske napovedi. Ukolikor vzamemo neko povprečno napoved, bomo videli, da padavine so možne že v petek, čeprav lahko pričakujemo samo oblačno vreme. Temperature se bodo gibale tam nekje med 16 in 22 stopinj Celzija skozi celoten vikend, ampak v soboto in nedeljo so velike verjetnosti močnejših nalivov,
pravzaprav v času kvalifikacij in seveda same dirke za veliko nagrado. Kolikor si pogledamo ta graf, ki nam kaže napoved količine padavin, bomo videli, da sobota in nedelja zna biti kritična. Po drugi strani bomo lahko tu na ulicah Monte Carla videli pnevmatike za mokro progo, ki bi morali debitirati na prejšnji odpovedani dirki za veliko nagrado Emilia Romagna. Torej, tudi če bo deževalo, ne bi smelo biti vse tako kritično. Seveda tista evolucija proge ne bo takšna, kot si je morda nekdo mislil, a kaj že to? Torej, vidimo lahko, da tu na veliki nagradi Monaka nas lahko čaka kar zanimiv dirkaški vikend. Mnoge ekipe so pripeljale posodobitve, a o tem bomo govorili bolj v našem naslednjem prispevku. In tu bi vas rad opozoril, da kot običajno sodelujem s Sportklubom, zato bo predvsem petkov prispevek verjetno objavljen nekoliko kasneje. Upam, da čim prej v zgodnjih večernih urah, ampak videli bomo, kaj se bo dogajalo. In prav tu bom predstavil vse tiste novosti, ki so jih napravili pri tovarniški ekipi Mercedes. Nekaj posnetkov je že dosegljivih, ampak nimam še vsega tistega, kar bi si želel. Vsekakor bomo lahko spremljali, kot sem vam omenil, izjemno potencialno zanimiv vikend, kjer mogoče pride celo do presenečenja. A o tem in o drugih dogodkih bomo seveda govorili v naslednjih prispevkih. Za današnjega bo pa to vse. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje.